Jaz sem Eva Hrovat Kuhar, psihologinja, delam v Ljubljani. Predvsem delam po principih vedenjsko-kognitivne terapije, ki jih majčkeno oplemenitim še s principi družinske terapije. Tisto, kar je pa osnovno pri mojem delu, je pa to, da zelo želim, da klienti nekako sami izkustveno pridejo do določenih izkušenj. Zdaj, včasih klienti ne vejo, kaj bi sami s seboj, včasih jim je težko poiskati pomoč. Meni se zdi to zelo zanimivo, da recimo, če nas boli roka ali glava ali karkoli, poiščemo pomoč zdravnika. Če nas pa boli duša, nam je pa ali nerodno, ali smo stigmatizirani od zunaj, ali se ne znajdemo. Ker to, da nas boli duša, je današnji nekako kokaren znak, da nismo sposobni voditi svojega življenja. Kar sem jaz prepričana, da ni res, ker vsak se od nas kdaj znajde v taki situaciji, da nekako ne zmore. Jaz zelo verjamem v to, da imajo klienti sami v sebi moč, da si pomagajo, samo da nekako ne znajo priti do vira te svoje moči. Zdaj, v terapijah ponavadi majčkeno raziščemo vzroke, pa vzgibe, kako je do tega prišlo, kaj je pripeljalo človeka v to situacijo, da se počuti kot pač vse. Potem pa vedno nadaljujemo zelo konkretno, zelo aktivno, usmerjam se predvsem v sedanje težave, v sedanje probleme. In vedno klienti tudi dobivajo domače naloge za domov, za vmes med dvema seansama, da majčkeno preizkusijo, da majčkeno preigrajo, kaj jim uspeva, kako jim uspeva, kaj jim ne uspeva, zaradi česa jim to ne uspeva, da nekako dobivajo tudi izkušnje, ki so po mojih izkušnjah ponavadi zelo pozitivne, ker potem klienti spoznajo, da kaj pa zmorejo, kar prej niso mislili, da zmorejo več, kot so si predstavljali, nekako dobivajo tudi preko tega zelo več samozavesti in potem tudi iz tega zmorejo preiti svoje težave. Področje je zelo veliko, ker imajo ponavadi vse težave skoraj enak vzrok. To je nespretnost v pristopu do samega sebe. Zdaj, zelo veliko imamo v zadnjem času partnerskih težav. Potem je tako področje tudi priprava na porod, premagovanje strahu pred porodom, ker o tem se današnji ne govori nič, tako kot na splošno v težavah v smislu, kaj pa kompliciraš, ne, vsaka je še dobila, boš še ti. Potem pa druge težave, kot so recimo dvigovanje samozavesti, premagovanje anksioznosti, premagovanje take tudi splošne tesnobe v življenju. Predvsem pa delamo na odnosih in delamo na tem, da dobi človek orodje, ne ravno čarobne palčke, ampak orodje, da se lahko potem tudi sam pomaga. Sem trdno prepričana, da nihče nikoli ni prostovoljno v stiski. Nihče tega ne izbere nalašč zavestno, ampak se mu to zgodi. In ponavadi je zavora, da ljudje ne poiščejo te pomoči ravno to, ker jih je sram pred drugimi, kaj bodo drugi mislili. Ampak jaz mislim, da je dobro, da vemo, da smo vsi kdaj v kakšnih težavah in da pač, kot smo prej rekli, za bolezni so zdravniki, za dušo so pa psihologi.